Živjo, živjo, lepo pozdravljene. V mojih minutkah, kot rada rečem, čeprav zdaj sem že kar pridna, znam malo podaljšati. Do zdaj sem predala nekaj osnov aromaterapije, tudi nekaj preprostih načinov, kako lahko z eteričnimi olji izboljšamo svoje počutje. Ker pa bi rada govorila tudi o svoji drugi veliki ljubezni, to je naravna kozmetika, bi danes povezala oboje. V majskem srečanju pa potem več na temo naravne kozmetike, ki je tudi, ni samo ritual, je tudi, mislim, ni samo rutina, je lahko tudi ritual, da se umirimo, da se ustavimo takrat, smo zavestno prisotni, zavestno vdihnemo in v bistvu, samo smo s tem vonjem, ki nas poveže, in, ta vonj bo tudi danes, tema, a ne, tema tega predavanja. Pravzaprav o eteričnih oljih v naravni kozmetiki. Če se, ja, rekla sem, da eterična olja izboljšajo, naše počutje, in že po definiciji je aromaterapija veja komplementarne medicine, ki uporablja eterična olja za izboljšanje, torej podporo zdravju in izboljšanje psihofizičnemu, ravnovesju. Te definicije meni nikakor ne grejo in, ja, zato imam ta listek tudi, da, si malo pomagam, ker, nismo več najmlajši, jaz, in vidim zdaj, ke se učim za 6. razred, o moj bog, ne vem, če bi naredila osnovno šolo, ne pa faks. Tako da evo, malo za hec, malo zares. Kaj smo že govorile, kaj so eterična olja, da so hlapne, izjemno potentne spojine, ki nastanejo, kompleksne, ki nastanejo v rastlini v nizkih koncentracijah, da so lipofilne, topne v maščobi, etanolu, to je pomembno, da vemo pol, kako uporabljati, a ne, to pač glede na topnost. Povedale smo, zakaj jih rastline sploh proizvajajo, kako jih, pridobivamo, kako delujejo, naj omenim, da sta to dva, naj spomnim, no, da sta to dva načina preko kože, se pravi, se, eterična olja oziroma molekule prodrejo v krvni obtok, dosežejo posamezne organe ali pa preko vdihavanja oziroma vonjanja. Omenila sem, da eterična olja delujejo holistično, zaobjamejo človeka kot celoto, njegovo fizično, čustveno, mentalno, duhovno plat. Govorila sem o varni uporabi eteričnih olj, mislim, da prejšnjič, in pa še prej seveda o metodah uporabe. In če spomnim, na hitro, je to, inhalacija, difuzor, izparilnik, razpršilo za prostor, kopel ob kladki, masaža, masažno olje, nega kože in, danes bi se dotaknila tega, nege kože, in eterična olja. Torej to je tudi eden od načinov seveda uporabe eteričnih olj, kjer, rastlinskemu olju ali pa kremici ali pa lahko tudi toniku oziroma nekemu hidrolatu, dodamo eterično olje. Mogoče to, da pri meni v toniku, kjer so trije hidrolati, mešanica drugih, rastlinskih, izvlečkov, antioksidantov, vlažil, je pomembno, da je potem zraven neki rastlinski solubilizator. Če pa date to same v kakšen, hidrolat, recimo, ponavadi, ko delamo to, za poleti, za kakšne klope, komarje, pač delimo to,
tako, da bomo vedno pretresle prej, a ne, ali pa damo v etanol ali kakorkoli, no. Saj mogoče bomo pa se pred poletjem dotaknili tudi teh izdelkov. Skratka, tako da ja, danes bi se dotaknila, kaj delajo torej eterična olja v kozmetiki in pa tudi tega, zakaj pravzaprav, sploh, delujejo. Eterična olja delujejo zaradi svoje, kompleksne kemične zgradbe, a ne. Posamezne aromatične spojine imajo dokazano farmakološko delovanje. In eterično olje vsebuje lahko več sto učinkovin in zato tudi delujejo, sinergistično. Eterična olja bolj kot recimo posamezna spojina, izolirana spojina, recimo, ne. In eterična olja imajo ravno zaradi te sinergije tudi, eno tako posebno mesto v naravni kozmetiki in tudi mojim izdelkom, Majerulini kolekciji dajo poseben pečat. Skozi ustvarjanje sinergij delujejo tako na kožo kot na naša čustva. Že večkrat sem, omenila, da ne deluje samo na našo kožo, ampak se dotaknejo tudi naše duše in pa seveda kot dišava, a ne. Medtem ko v komercialnih, teh klasičnih, konvencionalnih produktih, kozmetičnih prevladujejo sintezni vonji, ki so ustvarjeni v laboratoriju. Imamo v naravni kozmetiki kot dišavo eterično olje, absolute, hidrolate. Ampak ker sintezne lahko povzročajo glavobol, alergijo in še kakšne druge težave in nas ne povežejo, a ne, ne povežejo, če mi v bistvu uporabljamo recimo v prostoru, neko razpršilo za prostor, ono umetno, pač nam ne bo tako dobro v prostoru, a ne, kakor lahko v bistvu res, naravni vonji k temu pripomorejo ali pa kakšna kadila, tako da ja. No, in zaradi teh težav, ki jih povzročajo, je seveda, dobro, da je, kozmetika udešavljena na osnovi, torej na rastlinski osnovi, a ne. Sigurno bom pa pol povedala še kaj, ja, da ni vse tako lepo, a ne, samo pri naravni kozmetiki. Skratka, s temi, lahko mi ustvarjamo dišeče aromatične pripravke, ki ne samo dišijo, ampak imajo tudi terapevtsko delovanje na koži. In za kozmetično linijo Majerula sem seveda izbrala taka eterična olja, ki še posebej, imajo moč regeneracije, to je smilj, o katerem sem že govorila, da sem se zaljubila vanj na prvi pogled in je res eno tako pomlajevalno eterično olje. Pol je tule damaščanska vrtnica, ki ima sicer neke omejitve pri uporabi in jo je res lahko zelo malo not, zato pa to nadomestim jaz s hidrolatom. Potem, kaj še imamo, zares, regenerativno delovanje, je tule sigurno sandalovina, bosfelija, rimska kamilica, sivka, palmarosa, to so vsi, seme korenja, pa številni drugi, ki so pa potem bolj v pomlajevalnih oljih za telo. Za obraz, so pač še bolj specialna, taka, ki, so primerna tudi za bolj občutljivo kožo. Ja, in pa, se pravi, če še enkrat ponovim, torej te stvari potem dišijo, imajo terapevtsko delovanje na kožo in pa preko preko vohalnega sistema delujejo tudi na našo psiho in vzpostavljajo čustveno ravnovesje. In vsa ta olja, ki sem jih naštela, nas nekako balansirajo, a ne.
rekla sem, da bom povedala tudi, da ni vse tako rožnato. Ja, naravna kozmetika je odlična, ampak tudi naravna lahko povzroča alergično reakcijo, ker noter so le eterična olja in smo lahko na kakšno preobčutljivi, a ne. Eterična olja je res, da so naravna, so pa tudi zelo koncentrirana, kar sem tudi že omenila, in vsebujejo lahko alergene, ki povzročijo to, preobčutljivostno reakcijo. Alergeni, na primer, tako imajo oznake geraniol, kaj še, limonen in številni drugi. Eni bolj, eni manj hudi, mislim, hudi. Nobeden ni hud, do mene ni bil še nobeden hud, a ne, in do številnih uporabnic tudi ne. Ampak ja, se zgodi kdaj, da komu seveda to tudi ne ustreza. Ti alergeni so vedno navedeni na embalaži pod INCI oznako. Načeloma mi ne vemo, če smo občutljivi na kakšno, tako da lahko se naredi en tak test, a ne, tudi, test, da vidimo na neki manjši površini, da ni takoj na obrazu. Skratka, ja. Tako da, kaj sem hotela povedati še to, da kje mogoče bi pa odsvetovala naravno kozmetiko z eteričnimi olji pri zelo, zelo občutljivi in reaktivni koži, mogoče kakšno akutno stanje atopičnega dermatitisa, rozaceje, a ne. Ko je koža vneta, poškodovana, sigurno, je boljše, da je kozmetika neodišavljena. Tako da ja. Ni vse, ni vse, ni vse, kar je naravno, tudi primerno za nanos na kožo, no, tako. Kaj moramo poznati? Se pravi, moramo poznati, dobro je, da poznamo sestavine, a ne, iz katerih je naš izdelek, in pa absolutno dovoljene koncentracije v primeru, da si kozmetiko delamo sami. Se pravi, od 0,5 do 1 % velja za, obraz, da lahko damo eteričnih olj zraven, in pa nikakor niso vsa eterična olja primerna za obraz oziroma za nego kože nasploh. Sploh tista s fenoli so zelo, zelo lahko dražilna, na primer cimet, klinčki, zato naj to ostane v kakšnih čistilih ali pa v difuzorju. V naravni kozmetiki pa ne uporabljamo kot dišavo in za učinek samo eteričnih olj, ampak tudi hidrolate. To sem jih že omenila. Kaj pa so hidrolati? To so tiste rožne vodice, dišeče vodice, ki so soprodukt parne distilacije rastlin, in pri parni, distilaciji nastaja eterično olje, ki je bolj koncentrirano, lipofilno, in pa seveda ta hidrolat, kjer, so v bistvu, vsebuje vodotopne učinkovine, ki pa so do kože, bolj nežni. Ne vsebuje teh dražilnih komponent, so lahko jih uporabljamo tudi za zelo občutljivo kožo, tudi za dojenčke, in recimo rimska kamilica je odlična tudi za kakšno ujčko, ječmenček, tudi to lahko damo kot obkladek gor, preizkušeno. In zdaj, če se dotaknem, kateri so za nego kože hidrolati najbolj primerni. V maruli je to smilj itak, damaščanska vrtnica, sivka, rimska kamilica, nepozebnik, lahko bi se uporabljali, tudi hidrolati, lahko za kožo uporabljamo tudi hidrolate nerolija, melise, geranje, tudi kakšne bosfelije, v bistvu hidrolat obstaja, rožmarin, meta, sploh poleti, a ne, za osvežitev, in hidrolati, smo rekli, bolj nežno delujejo, naravno, odišavijo kožo in pa prenesejo tiste terapevtske lastnosti rastline v bolj blagi obliki. In, tule bi se navezala
na mojo kozmetiko, ke vsebuje samo hidrolate, brezvodna, in to se mi zdi ena taka prednost, da, ne zapolnimo izdelka samo z vodo, ampak s hidrolatom, ki ima terapevtsko delovanje, a ne, in s tem kozmetika višjo kozmetično vrednost. In naj mogoče samo en stavek povem še, preden zaključim. Če ne poznaš Majerule, da ti sploh povem, kaj to je. Da je naravna, certificirana kozmetična linija, namenjena, torej bolj zreli koži po 30. letu, no, ne tisti zreli, za katero mislimo vsi, da je mogoče po 50. letu, ampak že po 25., 30., ko se začnejo ti prvi znaki staranja, nudi en tak celovit tretma. Koža ob redni uporabi, bolj sijoča, zdrava, nahranjena, navlažena, regenerirana, pomlajena. Mogoče jaz nisem, najboljši obraz, ker, ja, pač pri 55 letih ne moremo izgledati nikakor, mlajše, 20 let mlajše, a ne, ampak o tem tega bi se mogoče dotaknila v majskem srečanju, torej kaj staranje, kaj povzroča, katere učinkovine ja in tako naprej. Tako da fokus tega meseca, je vitaminski oljni serum, nočna nega, tako da če boš kaj pokukala na spletno stran, te čaka s kodo, Terum ta izdelek, s popustom -20. Tako da evo, ne želim tule prodajati, vseeno se mi pa zdi prav, da povem, kar je pač moje, da tudi kdaj tako kaj predstavim. Tako da hvala za pozornost in lep dišeč pozdrav do naslednjič. V aprilu se srečamo z Mili zvok in pa s Tanjo, torej čakre bomo raziskovale. Evo, prav malo sem mogla pomisliti. Ja, evo, to je to za danes in lepo bodite. Pa.